Dobrodošli nazaj. Upam, da ste imeli dovolj časa tako za ogled stojnic, kot tudi za okrepčilo. V drugem delu konference jutri bo v ospredju sodobna dilema. In sicer dilema, ki jo je potrebno nagovoriti. Empatija ali umetna inteligenca? Ali oboje? Vprašal sem, kaj si misli o tem umetna inteligenca. In pravi takole. Zelo zanimivo vprašanje in odvisno, kaj točno želiš izvedeti. Če želiš, ti lahko odgovorim na več načinov, filozofsko, znanstveno, družbeno. Ampak najprej kratek povzetek. Empatija je čustvena in moralna sposobnost, umetna inteligenca pa kognitivno orodje, ki jo lahko simulira, a ne občuti. Mislim, da bomo zaključke prepustili naslednji panelni razpravi, namreč tokrat bomo odprli razpravo o vlogi umetne inteligence v javni upravi, med etiko, učinkovitostjo in človečnostjo. Predstavili bomo prve konkretne izkušnje s pilotnimi projekti uporabe umetne inteligence v Sloveniji, osvetlili globalne trende in regulativne smernice ter soočili različne perspektive, kako spodbuditi razmislek o prihodnosti dela v javni upravi. Najprej pa me zanima, kako pogosto sami uporabljate umetno inteligenco, zato vas vabim, da se mi znova priključite na Mentimetru in odgovorite na naslednje vprašanje. Torej, znova bomo presedlali na Mentimeter, zanima pa me, kako pogosto uporabljate umetno inteligenco pri vašem delu. Je to na dnevnem nivoju, tedenskem, mesečnem ali nikoli? Lahko ste iskreni, vaši odgovori so anonimni, tudi umetna inteligenca vas ne bo obsojala, ne glede na to, karkoli. Bomo še enkrat ponudili tudi kodo, tako da boste lahko sodelovali. Ja, vsekakor nas bo zanimalo, ali lahko umetna inteligenca v javni upravi nadomesti človeški stik in ali si to sploh želimo. Kako bodo torej nove tehnologije vplivale na delo javnih uslužbencev, pa na uporabniško izkušnjo in nenazadnje tudi na trg dela. Vse to bodo vprašanja naše naslednje panelne razprave, ko bomo govorili torej o empatiji ali o umetni inteligenci. Tule imamo že rezultate. Wow! Seveda lahko še vedno odgovarjate tisti, ki še niste vaših številk dodali, počasi se na tedenski bazi viša ta nivo, ampak največ uporabnikov uporablja umetno inteligenco na dnevnem nivoju. Sem prepričan, da bo to zanimivo izhodišče tudi za naše razpravljavce. Sedaj pa s tole mislijo lahko že predam besedo moderatorju naslednje panelne razprave in sicer bo to Klemen Balanč z Ministrstva za digitalno preobrazbo. Klemen, izvoli, verjamem, da so tile rezultati izjemno spodbudni za začetek nove sekcije. In seveda velik aplavz. Hvala, Toni. Pozdravljeni na drugem današnjem panelu Empatija ali umetna inteligenca ali oboje. Umetna inteligenca postaja najbolj transformativna tehnologija 21. stoletja. Spreminja, kako podjetja poslujejo, spreminja naš vsakdan posameznikov in počasi spreminja tudi, kako deluje javna uprava in kako delujejo javne storitve. Zdaj, ali je to dobro ali je to slabo, je seveda odvisno od nas, kako bomo umetno inteligenco uporabljali, kako jo bomo regulirali in kakšen zgled bomo s tem dajali tako podjetjem kot posameznikom. In ravno to je namen današnjega panela, odgovoriti na vprašanje, kako lahko javna uprava umetno inteligenco uporablja in regulira na način, da je ta služi ljudem in ne obratno. Za začetek je seveda potrebno definirati, kaj to umetna inteligenca sploh je. Zdaj, najbolj preprosta definicija je stroj, kateremu damo neke podatke, stroj te podatke premelje in nam da nek rezultat. Seveda zato ta stroj potrebuje in računalniške zmogljivosti, potrebuje ogromno podatkov in pa potrebuje algoritme, programe, ki procesirajo te podatke in rezultati, ki jih dobimo, oziroma na kak način se ta stroj vede, je vedno bolj podobno človeškim
zmogljivostim, človeškemu delovanju. 2022 je prišlo do ene revolucije, eno orodje je postalo javno, in sicer ChatGPT, generativna umetna inteligenca, ki je neka posebna kategorija, ki ustvarja nove vsebine, ali so to besedila, slike, videi, zvoki, in pri tem posnema človeško ustvarjalnost. Še en trend se kaže, sicer umetna inteligenca zaenkrat še ni tako pametna kot ljudje. Noben verjetno tu ne zna na pamet zračunati 3128 krat 315, kalkulator vam to zračuna v sekundi, pa to ne pomeni, da je kalkulator pametnejši od človeka. No, trendi grejo v smer, in to je Evropska komisija objavila približno 3 tedne nazaj, v umetno splošno inteligenco oziroma superinteligenco, kjer bo stroj toliko pameten, če ne pametnejši kot vsi ljudje. Ampak nič bad, tehno-utopisti pravijo, da vsaj še 2 leti ne bo te splošne umetne inteligence, tehno-pesimisti pa, da sploh nikoli ne bo. No in kako umetno inteligenco uporabljamo v javni upravi, je vsebina poročila, ki ga je OECD izdala septembra letos, in sicer upravljanje umetne inteligence. Naredili so poglobljeno raziskavo 200 primerov v 11 ključnih funkcijah javne uprave, ki so razdeljene v 3 neke skupine. Prva je upravljanje države, se pravi, kako se izvršuje davčna politika, kako upravljamo javne finance in pa priprava ter izvajanje javnih politik. Druga so javno-upravni procesi, od dela v javni upravi, boja proti korupcije, javna naročila in podobno. In tretja, javne storitve, boj proti kriminalu in pa sodstvo. No in kaj je OECD ugotovil? Pravi, da lahko umetna inteligenca služi javnim uslužbencem na 3 načine. Poviša njihovo produktivnost, izboljša njihovo odzivnost in okrepi njihovo odgovornost. Zdaj, kako? Pravi, umetna inteligenca pomaga avtomatizirati določene procese, jih poenostaviti in pa prilagoditi javne storitve tako, da so uporabnikom čim bolj prijazne. Pomaga nam pri osmišljanju realnosti, pri odločanju in tudi pri napovedovanju prihodnosti. Umetna inteligenca se lahko uporablja za ugotavljanje anomalij pri javnih naročilih, pogodbah in okrepi odgovornost javne uprave ter seveda odpira priložnosti za zunanje deležnike, bodisi gre za dialog z državljani, z interesnimi skupinami in tako naprej. Zdaj, seveda obstajajo določena tveganja, ki so za javno upravo nekoliko specifična. Največje tveganje, etično tveganje. Ali se umetna inteligenca uporablja za dobro ali za slabo, ali se uporablja z dobrimi ali slabimi podatki, ali se uporablja za to, da nas nadzira, da vdira v našo zasebnost, in ali je umetna inteligenca pregledna in razložljiva. Obstajajo operativna tveganja, da se javni uslužbenci preveč zanašajo na umetno inteligenco, da ni dovolj človeškega nadzora, kar tudi znižuje kakovost dela javni upravi. Tveganja so tudi kibernetske grožnje in pa seveda, da podatki, ki bi morali biti zasebni, to niso več. Tveganje izključitve. Tveganje je, da ne bodo vse skupine državljank in državljanov imele enakih koristi od umetne inteligence, da bodo določene izključene, zato se tudi v Sloveniji trudimo razvijati umetno inteligenco, ki bo delovala v javno korist, in pa seveda možnost odpuščanja. Ampak, kot je prej rekel gospod Pogačar, noben ne bo izgubil dela zaradi umetne inteligence, bo pa mogoče kdo izgubil delo zaradi, ker bodo namesto njih prišli ljudje, ki znajo umetno inteligenco uporabljati. Tveganje javnega odpora, da se državljani upirajo, kar je en pomemben dejavnik v Sloveniji, in pa zadnje tveganje, tveganje neukrepanja. Država s tem, ko ne uporablja umetne inteligence, tvega, da zaostane v razvoju za ostalimi državami. Kateri so glavni izzivi, ki jih je OECD identificiral? Najbolj pogost izziv, ki se kaže v vseh državah, je pomanjkanje usposobljenega kadra. Prvič, ker ga ni, drugič, ker
zasebni sektor nudi precej više plače za strokovnjake z področja umetne inteligence. Posod poročajo o pomanjkanju kakovostnih podatkov in pa načinov za njihovo deljenje, recimo med organi v javni upravi. Pomanjkanje smernic za uporabo umetne inteligence, javni uslužbenci ne vejo, kako jo naj uporabljajo ustrezno. Izziv je nek mindset v javni upravi, kjer nimamo preveč radi tveganja, radi smo bolj na ziher strani, pa umetna inteligenca zahteva eksperimentiranje, zahteva nekoliko več tveganja kot drugi procesi. OECD pravi, manjkajo mehanizmi za vrednotenje koristi, kaj sploh ima javna uprava državljani od umetne inteligence. Ponekod obstajajo tudi neustrezni regulativni okviri, stroški niso vedno jasni in pa informacijski sistemi so včasih zastareli, se ne da elegantno integrirati umetne inteligence. Potem se na OECD sprašujejo, kako pa zgraditi zaupanja vredno umetno inteligenco. Prvič, okrepiti omogočevalce, predvsem tehnološke, da lahko uporabljamo umetno inteligenco, vzpostaviti varovala in pa vključiti čim večje število deležnikov, strokovnjakov, interesnih skupin državljanov. Kje je Slovenija danes? Tukaj vidimo povprečje OECD-a, svetlomodro, Slovenija nekje na repu po indeksu digitalne uprave. To so pa indikatorji Oxfordovega Government indeksa pripravljenosti vlad za umetno inteligenco. Vidimo vizijo, imamo odlično, tudi podatke naj bi imeli odlične, dobro upravljamo, manjkajo pa nam človeški kapital in pa zrelost za transformacijo. Kam pa gremo? 2 tedna nazaj je bil v Državnem zboru potrjen zakon o izvajanju uredbe o določitvi harmoniziranih pravil, vzpostavlja mehanizme in varovala za etično in zakonito uporabo umetne inteligence. Do konca meseca gre v medresorsko usklajevanje nov nacionalni program o umetni inteligenci do leta 2030. Vsak čas bodo šle v medresorsko usklajevanje tudi smernice in pa strateški načrt uvajanja umetne inteligence v javno upravo. V Mariboru se gradi superračunalnik, ki bo postal tovarna umetne inteligence in pa kmalu bo zaživel na polno kompetenčni center za umetno inteligenco in Evropska digitalna inovacijska središča se bodo preoblikovala v podporna organizacija za uvajanje umetne inteligence. Ampak kam zares gremo, bodo boljše znali odgovoriti in bolj podrobno gosti panela, izjemni gosti, ki jih je čas danes gostiti. To je prva Katja Debelak iz Fakultete za upravo, vodja projekta DEMUM, se nam lahko pridružiš na odru. Kristina Valenčič, direktorica Direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo. Tomaž Mlinarič, prav tako z Ministrstva za digitalno preobrazbo, vodja delovne skupine za pripravo smernic za uporabo umetne inteligence v javni upravi, in Polona Pičman Štefančič, pravnica, strokovnjakinja za etiko umetne inteligence, ki ji kar predajam besedo za prvo predstavitev. Polona, izvoli. Klemen, najlepša hvala. Predsednik vlade je danes začel s temo, da na področju umetne inteligence nas čaka nekaj zelo vznemirljivega. In jaz sem rekla, nacionalni program za umetno inteligenco do 2030, ki ga pripravljamo. Kolegi so mi rekli, da najbrž ni to, ampak je pa res tako, kot je Klemen omenil, na Ministrstvu za digitalno preobrazbo pripravljamo program, oziroma nadgrajujemo, program že imamo, ampak NPOI 2030 v bistvu začrtuje vse tisto, kjer si želimo biti, in se mi zdi, da je vznemirljivo. Saj z naše strani se mi zdi, da je to nekaj, kar nujno potrebujemo, da vemo, kam gremo. Ampak verjetno je imel predsednik vlade v mislih eno drugo veselno novico, pa če se lahko navežem na uporabo umetne inteligence v javni upravi, pa na
kolega, ki je omenil ChatGPT. Lani, to se pravi eno leto potem, ko je ChatGPT naredil svoj boom, so naredili testno v Ameriki, na eni upravni enoti so dovolili v Pensilvaniji testno eno leto uporabo ChatGPT-ja. Projekt je bil narejen interno, zgolj zato, da bi videli, kje je, in rezultati tega so bili dvojni. Očitno je bilo, da so bili vsi javni uslužbenci, ki so uporabljali ChatGPT, bistveno bolj zadovoljni na svojem delovnem mestu. In drugo je bilo, da so ocenili, to se pravi samo evaluacija, da je na tedenski bazi prihranjenih 8 ur. Da z uporabo umetne inteligence lahko prihranijo v svojem delovnem procesu 8 ur na teden. To so te stvari, ki so luškane. In jaz pravzaprav zdaj na Ministrstvu za digitalno preobrazbo sem eno leto, prav zaposlena sem na področju umetne inteligence, se pa s tem ukvarjam že prej in v globalnem smislu, v vodilnih svetovalnih organizacijah so me pošiljali predavati s temle. Tole je 2016. Stephen Hawking je rekel, da umetna inteligenca je lahko največji dogodek v zgodovini človeštva. To je ta fleten del, da so vsi zadovoljni in da prišparajo pri času in da se jim poveča produktivnost. Ampak lahko je pa tudi zadnji, vkolikor ne bomo ugotovili, pa resno implementirali načinov, kako se lahko izognemo tveganjem. In potem sem mislila, da zdaj pa tole že ponavljam toliko časa, da verjetno ste že vsi videli, in sem na letalu, kjer si ponavadi prehranim ta dolge, iz Amerike sem letela v Evropo, kjer so daljši leti, 10-urni, in ponavadi si prehranim članke za takšne stvari. Tole je graf Federal Reserve Bank iz Dallasa. Tole niso naredili entuzijasti umetne inteligence, to so naredili ekonomisti. Naj razložim, gre za oceno rasti BDP-ja tekom časa. Ne glede na to, kaj se je zgodilo v zgodovini človeštva, pa so bile vojne, pa je bila kriza, približno 1,9% raste. Ta del, ta na koncu, je pa umetna inteligenca. In sicer so predvideli scenarij, ki ga je Klemen tudi omenil, idejo singularityja. Mimogrede, ko sem bila na letalu, sem pogledala še Mission Impossible, 4. del, kjer govorijo o popolnoma isti stvari. Fascinantno je, koliko znanstvena fantastika in filmi pravzaprav napovedujejo prihodnost, kam lahko gremo. Skratka, gre za idejo, vkolikor pride umetna inteligenca do stopnje, kjer je toliko močnejša od ljudi, da sta dva scenarija popolnoma realna ekonomska možnost, ki so jo ovrednotili v svojih napovedih. Ena je zelo optimistična, ker se nam produktivnost znatno poveča, bolj kot karkoli prej, kar se je v zgodovini človeštva zgodilo. Druga možnost pa je maligen scenarij, ki pravzaprav očitno postaja realna možnost. Zato tole je pa iz Harryja Potterja, no. We must always be mindful of the power we wield, for even the most noble magic can be twisted into something dark. Vedno moramo biti previdni, kako z močjo, ki jo imamo, upravljamo, kar se lahko celo najbolj fantastična čarovnija sprevrže v nekaj zloveščega. Ker gre za uporabo umetne inteligence v javni upravi, tole so čisto nove napovedi, to so Gartnerja, 14 dni nazaj je bil simpozij v Orlandu, to so čisto nove napovedi. Starejše napovedi so prav tako govorijo v tej smeri. Mednarodni denarni sklad je že 2024 napovedal, da bo 60% delovnih mest pod vplivom umetne inteligence. Ne samo to, prej smo govorili tudi o Netflixu, ne, in s kakšnimi resursi razpolaga. McKinsey je napovedal, da naj bi umetna inteligenca prinesla do leta 2030 letno 23 bilijonov evrov dodatne vrednosti. Jaz na tem mestu vedno rada povem, da pravzaprav si ne predstavljam milijarde, tudi bilijona ne. Predstavljam si milijon, ampak to so popolnoma drug red velikosti. Pomaga pa, če vemo, koliko je recimo BDP Evropske unije letno. Manj.
Zdaj je bilo, mislim, da 19,9 bilijona evrov. Umetna inteligenca pa 23 letno. In pravzaprav tole je prva napoved, ki je do leta 2027 naj bi kar 75 postopkov zaposlovanja vključevalo potrdila in preverjeno usposobnosti za uporabo umetne inteligence na delovnem mestu. Mi smo že lani na Ministrstvu za digitalno preobrazbo izdali zaveze, prihajajo smernice, vse to je del tega procesa. In druga napoved, tudi ta je pravzaprav izvira iz MIT-ja, junija je prišla ven raziskava, ki niti še ni čisto cenzurirana, ampak je pa verodostojna. No. Do leta 2026 bo upad sposobnosti kritičnega mišljenja zaradi uporabe generativne umetne inteligence spodbudil 50% globalnih organizacij, da uvedejo preverjanje znanj brez uporabe umetne inteligence. In obe napovedi napovedujeta predvsem nekaj. Ne, da bo upad, to se pravi, da bo ljudje izgubljali delovna mesta zaradi umetne inteligence. Bodo pa izgubljali umetno inteligenco, to, kar je bilo že rečeno. Tisti, ki je ne bodo uporabljali. To je prva napoved. Statistične napovedi vodilnih celo kažejo, da bo porast delovnih mest zaradi umetne inteligence. Mimogrede, jaz pač te stvari spremljam v svoji strokovni in zasebni sferi, ker me interesirajo. OpenAI je napovedal par dni nazaj, da namerava investirati v 10 milijonov delovnih mest za strokovnjake z področja elektrike. Zaradi umetne inteligence, seveda, ker ugotavljajo, da čipi in GPU-ji niso več tista kritična ovira, ampak je elektrika. In drugo tole, kaj s tem lahko naredite, priporočila so, da vsaj en dan v tednu svoje zaposlene spodbujate k temu, da nekaj naredijo brez miške in računalnika. Ker ta kognitivni upad, ki ga lahko prinese lagodnost uporabe umetne inteligence, je pravzaprav škodljiv. Za našo družbo, za javno pravo in za človeštvo je negativen. In zakaj se o tem sploh pogovarjamo? En del je, da je to globalna politična tekma, kjer so vsote, ki so zadaj, gromozanske. Govorimo samo v letošnjem letu. 500 milijard v Ameriki, Macron je napovedal 200 milijard, 109 milijard, von der Leyen ima 200 milijard. Junija je sprejela, Združene države Amerike so sprejele akcijski načrt za umetno inteligenco, s katerim bodo zmagali na 28 straneh, s katerim bodo zmagali v svetovni bitki. In hkrati s tem ogromnim ekonomskim interesom se spremlja tudi usporedno boom regulative. Jaz tale slajd, prosojnico posodabljam redno, ampak od ChatGPT-ja, ChatGPT je bil tista meja, je ta eksplozija regulacije, poskusov regulacije, tudi neuspešne regulacije, ker ne gre čez parlamente, izjemen. In ta enormna regulacija, ki se pojavlja in nacionalno in na nadnacionalnem nivoju, je spremljena s tem. Percepcija javnosti je v okviru umetne inteligence negativna. Tukaj sem sicer, da se ne bom, mislim, viri so verodostojni, sem jih pa jaz združila, ampak želim prenesti predvsem to, kaj je tisto, s čimer se mi kot javna uprava soočamo in je prav, da naslovimo. 82% jih meni, da je za uvedbo umetne inteligence na delovnem mestu ogrožena njihova zasebnost. Veste zakaj? Zato, ker je. 66 jih meni, da bo izginilo več delovnih mest. Uradne napovedi, statistične napovedi in tisti, ki pravzaprav jim sledimo, pravijo, da ne. No. Je pa razumljiv strah. Ta pa je. 61% jih ocenjuje, da ima umetna inteligenca negativen vpliv na komunikacijo med sodelavci. Danes smo zelo veliko slišali o teh odnosih, ki so kritični. In veste kaj? Ja, po vsej verjetnosti ja, imajo prav. In pravzaprav vsa ta percepcija prinaša znatna tveganja. Prinaša tveganja za erodiranje ugleda delodajalca, zaupanje zaposlenih, odpor zaposlenih, notranji bojkoti, zavračanje uporabe, sindikalni pritiski in ne nazadnje kontraintuitivno zmanjšanje produktivnosti, kar je pravzaprav eden od okvirnih ciljev. In ob vsem tem, na tej podlagi pride to, kar je Klemen zelo lepo napovedal, etika umetne inteligence. Obširna, globalna prizadevanja so izjemna.
mogoče še celo majčkeno manj zaznavna, no, kot na področju regulative, ker to je vendarle bolj obtipljivo, ampak jaz vem, ko sem začela tole 3-4 leta resno spremljati in predavati, so mi rekli, Polona, kako lahko kot pravnica, ne, predavaš o etiki, lepo te prosim, ne, ker to nam je malo skoraj pejorativno nekaj, kar delajo drugi, pa filozofsko pa to. Ampak dejstvo je, da s pravnimi pravili umetne inteligence, ki ni statična, v kateri naravi je, da se uči in spreminja, ne moramo zajeziti. Pravo ima zelo rado stabilne odnose in jih znamo zelo dobro začrtati. S etiko pa zdaj poskušamo zajeziti tiste odnose, ki grejo mimo, ker umetna inteligenca je tako, kot da bi s cedilom lovil žele. Večino ga ujameš z regulacijo, ampak precej gre pa mimo in ponavadi gre mimo tisto, kar ne bi smeli. Tako da imamo v 3 sklopih smo si razdelili, mednarodna skupnost se s tem izjemno intenzivno prizadeva. UNESCO je že 2021 sprejel priporočila, za katerim se je zavezala tudi Slovenija. OECD je Klemen tudi lepo povzel. Svet Evrope je okvirno konvencijo je bila sprejeta lani, podpisali smo jo v okviru Evropske unije in razvija model Huderja. Te 3 gradniki, ki so torej načela etike, to vemo. Drug del, ki je problematičen, je vrednotno usklajevanje, AI alignment, ki smo ga pravzaprav rešili v zadnjih 3 mesecih. Tretji del, kako to umestiti v vse faze življenjskega cilja, je pa zaenkrat $1 million question. Naj orišem. Omenjeno je bilo že, da pripravljamo strateški načrt uvajanja umetne inteligence v javno upravo. Tole smo dali noter. Torej, to je že ideja, ker vemo. Vemo, da so pomembni odgovornost, pravičnost, varnost, transparentnost in da je poanta vsega skupaj, da ostane človek v središču. Zgolj za oris, kako je tole kompleksno, ko gremo naprej, kako to umestiti v celotno delovanje, ker poanta tega je, da je iterativno, da spremljamo, ampak hkrati, da obenem naredimo tako enostavno, da bomo to vsakič, ko imamo katerikoli umetno inteligenčni sistem, lahko uporabljali, ker če je preveč zapleteno, ne bo delovalo in hkrati vemo tudi, da checkliste pri umetni inteligenci ne delujejo. To so samo slikce. To je World Economic Forum. Približno takole izgledajo. Tole je Huderja. Jaz sem bila od ponedeljka do srede, od 8 zjutraj do 6 zvečer, prisotna na plenarnem zasedanju Sveta Evrope oziroma odbora za umetno inteligenco, kjer so se pogovarjali samo o enem majhnem delu tega. Od jutra do večera. Dokument, ki smo ga predelovali že celo leto. Huderja se sliši, vem, tako kot ena morska pošast, ni human rights, democracy and rule of law impact assessment je. Ampak to je treba narediti. Slaba novica tega je, model je krasen, jaz sem bila na njihovi prvi akademiji v Strasbourgu junija, model je krasen, deluje kot aplikacija in v bistvu te vodi, karkoli uvajaš, te vodi skozi vprašanje in iterativno se vračaš in mitigiraš risk, vse od ocene do konca in se vrneš na začetek. Fajn, ampak deliverable je v 2027, kar bi lahko bilo prepozno, če se spomnimo na one ekonomiste iz Zvezne banke. To je še en model Huderja in pravzaprav želim prenesti samo tisto, to je naša skupna naloga, no? Da najdemo en način in to zelo hitro, ki bo učinkovit in ki bo deloval, ker, da se vrnem na mojo izhodiščno misel, uspeh pri ustvarjanju umetne inteligence bi bil lahko največji dogodek v zgodovini človeštva, lahko pa tudi zadnji, če se ne bomo naučili izogniti se tveganjem. Toliko z moje strani. Polona, hvala za to predstavitev. Pa ker je bilo danes že večkrat omenjen nacionalni program o umetni inteligenci, ker si ena izmed avtoric tega programa, me zanima, kaj lahko pričakujemo na področju etike in regulacije v tem nacionalnem programu. Ja, to je ta del, ki sem jaz zelo navdušena, ne? Pravzaprav ja, celoten nacionalni program je zasnovan na temu, da človek ostane v središču.
Nacionalni program smo gradili, to je treba povedati, ker mislim, da smo lahko zelo ponosni. Začeli smo v začetku leta in namenoma smo ga gradili od spodaj navzgor. Ideja je bila, da naredimo čim širša posvetovanja, da poberemo širšo javnost, strokovnjake, deležnike, medresorsko skupino smo ustanovili in v bistvu potem smo naredili še posvet septembra in dve stvari sta bili evidentno drugačni, kot sto bili zdaj. Ena je suverena umetna inteligenca, kar če smem navezati, to pomeni, da želimo imeti vrednote, ki so naše, ki so slovenske v svojih modelih umetne inteligence, kar je del etike, ne? In drugo je, da je etika postala v bistvu household name, splošno znan izraz, ki si ga želimo in ki ga želimo ustvariti. In zato smo pravzaprav mogoče zdaj, da ne bom prehitevala, no, ideja je bila predvsem zato, ker še ni v javni obravnavi, ampak gradi na teh dveh postulatih in smo si zamislili to, kar je bilo tudi že eno vprašanje iz Mentimetra, ne, na gradnikih, na horizontalnih gradnikih, ki jih bomo potrebovali vsi, to se pravi celotna javna uprava in celotna Slovenija, ne samo posamezni sektorji, posamezne panoge in ena od teh je najprej infrastruktura, to je ta nacionalna platforma. Potem so podatki, mi rabimo svoje podatke zato, da bomo lahko razvijali naše vrednote. Če hočete primer, če vprašam ChatGPT, kaj naj naredim, ko grem na obisk k sosedu ali pa nekomu, kaj naj mu prinesem, jaz želim, da mi model, ki ga jaz uporabljam, odgovori copate, ker jih boš morala tam preobuti. In verjetno do rožice pa flašo vina, no, ne moreš zgrešiti. To so te vrednote, ki so nam tipične, to mi ne more povedati en Kitajec ali pa en Američan. In v tem smislu dali infrastruktura, podatki, veščine, talente, znanje, algoritmi, ki so naši in podporno okolje, seveda, ker brez tega ne moremo, ampak na vrhu sta etika in regulacija. In pravzaprav ta zakon, ki smo, to se pravi implementacijski zakon AI-akta, ki smo ga sprejeli 2 tedna nazaj, je v svoji osnovi izrazito tehnični zakon, v bistvu samo aplikativno omogoča izvajanje določb, ki nam jih določa že AI-akt, ampak, in tole se mi zdi strašansko pomembno, načrtno smo, zato ker so deležniki izrazili eksplicitno željo, uvrstili Nacionalni svet za umetno inteligenco. To je novost, ki jo prinaša in jaz to zelo toplo pozdravljam, če drugega ne, zato ker rabimo enega glasnika, ki nas bo ves čas opozarjal in to na vsakih primeru, kar se nam bo zgodilo, zakaj je to pomembno, pa kam to vodi. Hkrati pa smernice, v katerih bo tudi še nekaj govora, so tudi en zelo pozitiven korak v tej smeri. No? Najlepša hvala, Polona. Na tej točki bi vas rad spomnil, da lahko tekom predstavitev seveda opisujete svoje vprašanja v Mentimeter, bomo pa na koncu po vseh predstavitvah imeli še čas za vaša vprašanja. Hvala, Polona. Moja prva stvar, ki sem pred časom prišel v državno upravo, ena izmed prvih stvari, ko so mi jo povedali, da ne bi slučajno internih dokumentov nalagal na ChatGPT, pa ga prosil naj jih povzema, zato ker so to interne stvari države in vse, kar naložiš na ChatGPT, gre na tuje serverje izven države in nimamo nadzora, kam uhajajo te informacije in kaj se z njimi dogaja. In moje življenje takrat bi bilo precej lažje, če bi obstajale smernice za uporabo in uvajanje umetne inteligence v javni upravi, ki jih je pripravila Tomaževa skupina in ki nam jih bo zdaj tudi predstavil. Izvoli. Ja, hvala za besedo. V pripravi na današnjo konferenco smo pač pripravili tudi predstavitev kratek povzetek smernic. Moram reči, da je bilo to skoraj malo nepotrebno, namreč Klemen pa Polona sta že več ali manj vse povedala, kar je namen, duh, cilj smernic, ampak kljub vsemu danes zjutraj, toliko učinkovitosti državne uprave, se pravi zelo, pred 7. zjutraj so bile poslane v medresorsko usklajevanje. Tako da to, kar bom zdaj govoril, marsikoga, ki je tle zdaj
čaka v predalu, da bo podal konstruktivne predloge, tudi kritike. Rok je 25. november za odgovore, namreč danes je bilo že ničkolikokrat izpostavljeno, gre za naše smernice, ne smernice MDP-ja in za delo v naši državni javni upravi. Zdaj, umetna inteligenca je dejstvo, ki je danes tu, ni nekaj, kar se bo zgodilo, tudi rezultati, koliko kdo dnevno uporablja umetne inteligence, so po mojem prepričanju malo izkrivljeni, niso točni, namreč mi vse prepogosto razumemo umetno inteligenco samo kot tisti del generativne umetne inteligence, kjer nekaj vpišeš, nekaj vprašaš, kot bo v nadaljevanju prikazano, obstajajo tudi sistemi že danes delujoči tudi v državni javni upravi, za katere pa sleherni uporabnik niti ne ve, da so zadnji algoritmi umetne inteligence, strojnega učenja in podobno. V okviru uvajanja umetne inteligence v javno upravo moramo imeti ves čas v mislih, da nam lahko pomaga modernizirati javno upravo, izboljšati njeno učinkovitost, istočasno pa moramo krepiti nacionalne digitalne suverenosti, infrastrukturo, zavedanje, tle ni posebej izpostavljeno, ampak mislim, da bomo mogli tudi zelo veliko narediti na dvigu varnostne kulture. Ničkolikokrat smo danes že slišali, tudi oba predhodnika, govorimo o tem, da je treba spremeniti javno upravo, jo modernizirati. Jaz pa mislim, da v določenem delu, ravno pri uvajanju, bo tisti temeljni postulat javne uprave, državne uprave, da je transparentna, predvidljiva, da je njeno delovanje varno, moglo slediti pri uvajanju teh rešitev, namreč trenutno je za številne umetna inteligenca nekaj v smislu tako imenovanega black boxa, kjer so nam tudi v smislu oblačnih storitev ves čas razlagali, to vas ne zanima, to pač je, lahko uporabljate, vendar tudi AI Act in vsi predpisi, ki iz tega izhajajo, je, da moramo mi za vse algoritme, ki jih bomo sploh pri odločanju oziroma podpori odločanju v upravnih postopkih, bomo mogli razložiti, bojo mogli biti ti rezultati predvidljivi. Zakaj to govorim? Če vpišete v ChatGPT vprašanje, pa čez 5 minut ponovno ne boste dobili popolnoma isti odgovor, ne? In tle tista predvidljivost lahko malenkost vprašljiva. Zdaj, namen smernic. Kot je že Polona omenila, v lanskem letu takšen čas, pa si danes niti ne upam vprašati, koliko vas pozna za zaveze, ki smo jih dali v sprejeli in poslali vsem ministrstvom, upravnim enotam v seznanitev in uporabo, ker na zadnjih 2 dogodkih sem to vprašal, je bilo toliko malo rok, da jih poznajo, da se pravim, ne bi zdajle vprašal, ampak kljub vsemu, te smernice so nadgradnja ne samo v delu, ki slehernemu javnemu uslužbencu daje pripomoček, kako varno, etično in na pravilen način uporabljati orodja umetne inteligence, predvsem v smislu varovanih podatkov, pa govorimo tle od osebnih, pa tudi drugih podatkov, ki so, ne vem, kritični za nacionalno varnostni sistem in podobno. In na drugi strani, da so en tak pripomoček, checklista, ki bi pomagala oziroma podpirala uvajanju rešitev, razvoju rešitev v rešitve javne uprave, da vsaj v tistem delu, kjer uporabnik potem nič ne opisuje, tako kot v ChatGPT, zagotavlja vse to, kar zahteva akt o umetni inteligenci oziroma tudi ostali področni predpisi od Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o tajnih podatkih, Zakona o kritični infrastrukturi in podobno. Še enkrat, osnovno vodilo smernic, ki smo ga zasledovali v delovni skupini, ki smo to pripravljali, je bilo zaščita pravic in integritete posameznikov, zakonitost, transparentnost, predvidljivost, varnost. Prej sem že malo nakazal ključni predpisi. Ti predpisi in pa potem tudi standardi se množijo
Tako da, ko bojo smernice do konca leta, upam, da sprejete, potem mislim, da bo ta, predvsem v tistem delu standardov, ki se posledično odražajo tudi potem v predpisih, še mnogo daljši. Večkrat je bila dilema, namreč Slovenija ima v zakonu o varstvu osebnih podatkov določene strožje zahteve, kot jih ima splošna uredba o varstvu osebnih podatkov Evropske unije, in sicer, da določeni podatki morajo biti obdelovani izključno na ozemlju Republike Slovenije. Zdaj, vse pogosteje, in to tudi v povezavi z nacionalno platformo oziroma nacionalno infrastrukturo, mislim, da bomo mogli to celo začeti razmišljati na način, da mora biti ta infrastruktura, kjer se ti podatki obravnavajo, upravljena strani države oziroma državnega subjekta, ne da namen zunanji postavi center in potem obdeluje naše podatke in v končni fazi osebni podatki so danes valuta. Zato tudi vsi te veliki playerji, kot so Microsoft, Amazon in podobni, želijo naše podatke, ponujajo trenutno na sorazmerno nizko ceno, da se to lahko pri njih obdeluje, ampak vprašanje je, če si mi to želimo. In tle tisti del, ki sem rekel, dvig varnostne kulture. Smernice določajo, definirajo ključne korake, ki naj bi jih pri razvoju, uvajanju naredili. Kot vidite, več ali manj se zopet vse osredotoča na tako imenovano oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, z vplivom na človekove pravice. Zdaj, kar se tiče tistega zakona o tajnih podatkih, mislim, da če bi imeli dovolj visoko varnostno kulturo vsi skupaj, potem bi bilo to minimalno, ampak v končni fazi v Hakomu kot takem teh podatkov še ne bi bilo. Zdaj, na podlagi vseh tistih ocen smo pač predvideli določene rešitve, in sicer 3 nivojske. Mislim, da imamo premalo elektrike, da bi čisto vse poganjali lokalno. Zato smo pač opredelili glede na vrsto podatkov, če so se pravi varovani podatki vstopajo v proces obdelave z orodjem umetne inteligence, naj se to na neki lokalni oziroma dejansko varni infrastrukturi v okviru upravljanja do države. Hibridno, se pravi, tudi nesmiselno je vse poganjati sam, ampak dajmo reči tisto, kar lahko pošljemo globalnim ponudnikom, kot je na primer Microsoft, pošljemo njim, ampak dajmo predhodno lokalno anonimizirati, pseudonimizirati, se pravi, da ne pošiljamo osebnih podatkov državljanov, ki so pač v teh, ne vem, če govorimo o rešitvah v Krpanu ali pa kjerkoli v dopisih, ki jih marsikdo že danes z uporabo ChatGPT ali pa podobnih orodjih si pomaga pri izdelavi odgovorov na določena vprašanja, da pač vse podatke ne gre ven. Obdelava varovanih podatkov, tle, če ste brali zaveze, veste, da niso samo osebni, ampak so tudi vsi ostali, vključno z davčnimi tajnostmi in tako naprej, le v varnih okoljih, ki jih upravlja država. V primeru oblačnih storitev mislim, da bo, to je zdaj več ali manj zelo bilo vidno z prihodom, z menjavo oblasti v Ameriki, kjer niso več stvari samoumevne in kjer lahko nekdo tudi ugasne stikalo in nimaš več storitev, kar pomeni, če si vezan na oblačne storitve, jih tudi morebiti ne prideš več do podatkov. In pa po našem mnenju smernice nam, rečemo temu, zagotavljajo, da bomo skladni tako z ZVOP-2 kot GDPR, ki je celo lažji, in pa na koncu tudi z aktom o umetni inteligenci. Toliko na kratko glede usmeritev, pa še enkrat prosim, če lahko posredujete pripombe, dopolnila smernic, ki jih imate v roku, ki je predviden. Hvala. Hvala, Tomaž. Zagotovo obstajajo kakšne prakse v javni upravi uvajanja umetne inteligence, ki do zdaj niso bile primerne in se take prakse skuša odpraviti s temi smernicami. Bi lahko z nami mogoče delil kakšno zanimivo, mogoče kakšno, ki res izstopa? Zdaj,
Prakse so, to bom potrdil, zdaj, da bi direktno delil, ne, ker greh se pove, grešnika ponavadi ne. Zdaj upam, da ni nikogar, ki bo prepoznal, ampak imeli smo na naši delovni skupini pač predlog, da podamo mnenje na uvedbo umetne inteligence, se pravi prepis iz govornega posnetka v tekst za zapisnik v primeru anonimnih telefonov. In to so nameravali pač izvesti preko Microsoft Azure, kjer pomeni, da so podatki sicer deklarirani v Evropski uniji, ampak vse pogosteje se izkazuje, da temu ni nujno vedno tako. In vprašanje je bilo, če se zavedajo, da v bistvu lahko v tem klicu, ki je, nikoli ne veš, kaj bo tisti, ki kliče, povedal, so lahko podatki ne samo njega, ampak tudi morebiti koga drugega, ki ga je pač omenil, pa lahko navedel vse podatke. Tako da mislim, da te smernice, to, da je do tega prišlo, je verjetno posledica tega, da, kako sem rekel, umetna inteligenca je danes, je tukaj, uporabljamo jo vsi in pa, če bi smernice bile, bi verjetno se tudi takrat odločili drugače, ampak glede na to, da gre za novo zadevo, verjetno niso pomislili na vse aspekte varovanja, je pa še enkrat ključno pri vsem tem zdrava kmečka pamet in pa dvig varnostne kulture. Hvala. Tako da bodite pozorni na to, katere podatke delite z umetno inteligenco. Pa poznam eno osebo, ki je zelo pozorna, ne samo na ta, ampak tudi na ostale varnostne vidike in etične vidike in tehnične vidike umetne inteligence in to je Kristina Valenčič, direktorica Direktorata za razvoj digitalnih rešitev, podatkovno ekonomijo, ki nam bo predstavila nekaj pilotnih projektov umetne inteligence v javni upravi. Izvoli. Hvala lepa, Klemen, za tako najavo. Jaz sem običajno tisti grešni kozel, ki me sprašuje moje vodstvo, pa še širše vodstvo, pa seveda tudi vi uporabniki, marsikateri danes tukaj sedite, zakaj tega še nimamo. Ne? Predvsem zato tisti, ki z mano delite te izkušnje že 10-20 let, lani, letos se začenja take 20-letne obletnice od prve informatizacije matičnih knjig. Tisti, ki ste iz upravnih enot, se verjetno spomnite tistih časov, ko smo govorili o informatizaciji, pa potem smo govorili o elektronskem poslovanju, pa zadnja leta govorimo o digitalizaciji, pa o digitalnih javnih storitvah. No in seveda zdaj se pojavlja tudi generativna umetna inteligenca. Z umetno inteligenco se svet, pa tudi seveda Slovenija ne srečuje od 2 let nazaj, tako kot je bilo uvodoma povedano, ne? Ampak je seveda generativna umetna inteligenca pa naredila to ne samo evolucijo, ampak to revolucijo tudi pri informacijskih rešitvah in digitalnih storitvah. Samo na kratko en oris, kaj počnemo, pa morda se navežem še na jutranje sogovornike, ko je gospod iz RTV-ja dal primerjavo z Netflixom. Ja, seveda, Evropa, svet tekmuje v tem, kdo bo ponudil boljšo storitev v umetni inteligenci. V državni upravi v bistvu smo se tega lotili malo bolj preudarno, pa malo bolj premišljeno, predvsem zato, ker v bistvu želimo ponuditi storitve, ki bodo etične, odgovorne pa suverene. Vse to, kar sta moji predhodniki danes že velikokrat povedali, torej ni nam vseeno, ko država da neko storitev, ima drugačno odgovornost do uporabnikov kot nek poslovni subjekt, ker lahko za neko kljukico sprejme, ali pa se veste, s tistimi kuki in drobnimi podnaslovi oziroma drobnim tekstom prevzame posameznik določeno odgovornost. Mi vseeno imamo pač večjo odgovornost in zato morda tudi v luči večjega aparata in vsega ostalega včasih časovna komponenta ni naša najboljša vrlina. Ampak kljub vsemu, ne samo na MDP-ju, tudi številni drugi organi, že veliko časa delajo na pilotnih projektih. Zakaj govorim o pilotnih projektih? Predvsem zato, ker umetna inteligenca seveda zahteva nove resurse, torej novo infrastrukturo, to je bilo že povedano, zahteva nove storitve, aplikativne rešitve, zahteva tudi nove kompetence, nova strokovna znanja
In vse to seveda rezultira tudi v finančnih sredstvih. In zato seveda stvari ne grejo kar tako čez noč. Predvsem si pa želimo, da ne bi ponovili slabe prakse, ki smo jih imeli v tistem času razpršenega razvoja. Namreč umetna inteligenca je tako kompleksna oziroma celoten ekosistem za vzpostavitev storitev z uporabo umetne inteligence, da smo lahko uspešni in dovolj hitri samo skupaj. Torej, da kot Slovenija, kot država dejansko skupaj gradimo vse te gradnike, te elemente tega ekosistema, ki jih je uvodoma Klemen že vzpostavil. Zdaj pa konkretnim projektom, kaj počnemo. Tako kot sem rekla, umetna inteligenca tudi v praksi, v produkciji ni nekaj novega. Pri nas verjetno tisti, ki z nami veliko sodelujete, ki prihajate iz državne uprave, poznate naš gradnik Pladen, kjer smo v bistvu že v letu 2019 uvedli tako imenovani učilnik, ki nam s pomočjo strojnega učenja pomaga ugotavljati in seveda skrbi za stabilno delovanje sistema. Delamo na analizi IT pogodb, na vzpostaviti pametnega pomočnika za državne portale, vpeljujemo enotno orodje za anonimizacijo dokumentov in pa tudi v informacijskem sistemu Krpan smo implementirali pilotno, seveda še enkrat, če govorim, kar nekaj funkcionalnosti, ki temeljijo na umetni inteligenci. Pa če si sam mal na hitro pogledamo, tako kot sem rekla, sam Pladen, izziv seveda je bil, kako zaščititi podatkovne vire pred preobremenjenostjo. Veste, da smo podatkovni gradnik Pladen razvili v času, ko se je razvijala tako imenovana e-sociala, kjer imajo seveda različne časovne potrebe po teh podatkih in v tem seveda se nam je dogajalo, da so se te potrebe v nekem časovnem oknu zelo povečale in zato smo seveda rabili neko orodje, da bi lahko maksimizirali propustnost in dobili čim večjo stabilnost celotnega sistema. Tako da ta sistem od že nekaj let uspešno v bistvu skrbi za to, da je res Pladen vsak dan bolj v uporabi in se seveda njegova uporaba, tako kot sem rekla, pač veča in širi tudi v podatkovne vire. Naslednji tak pilotni projekt, ki smo ga izvedli, je bila analiza IT pogodb. Namreč kot MDP, kot tisti, ki skrbimo za enoten razvoj, smo nekako v bistvu tudi tisti, ki poskušamo v bistvu imeti nek pregled nad vsemi projekti, ki vključujejo strojno ali programsko opremo, torej vsemi IT projekti v državni upravi. In pri pregledu smo seveda ugotovili, da imamo organi, pa se zdaj osredotočam na državne organe, zelo različne prakse. Seveda se vsi držimo zakona o javnem naročanju, ampak ko grejo tudi ponudniki gledati naše razpisne dokumentacije, so te zelo različne. Od navodil ponudnikov do tehničnih specifikacij, do samih pogodb, do nenazadnje tudi storitev, ki jih imamo, čeprav recimo govorimo pretežno o informacijskih rešitvah, ki vključujejo neko vzdrževanje, pa razvoj in nadgradnje, če recimo tako na hitro samo zaokrožim. No in s pomočjo, in seveda ja, imamo portal javnih naročil, kjer seveda lahko že določene analitike naredimo, ampak s pomočjo tega pilota smo šli po v bistvu prav dokumentacijo, se pravi objavljene javne razpise in pogodbe pregledovati. Pregledali smo čez 2400 razpisov in na podlagi tega v bistvu si pripravili takle pregled, tako da je imelo tudi v bistvu naše vodstvo, pa svet IT, ki tudi seveda vse te projekte organov državne uprave pregleduje in izdaja mnenja. Nek pregled nad tem, kaj se dejansko potem ne samo v razpisu, ampak na koncu, ko se razpis zaključi in dobimo podpisano pogodbo, dejansko dogaja. Tako da smo lahko na podlagi tega dobili dejansko največje naročnike, glede na število pogodb recimo, potem seveda tudi podatke strani samih izvajalcev, kdo so tisti, ki imajo v državni, se pravi, mi smo se osredotočali res samo na IT storitve, pač po kodah klasifikacije smo to iskali. Tako da smo dobili take zanimive
podatke, ki nam potem služijo v bistvu za nadaljne aktivnosti, nadaljno odločanje, predvsem pa potem za to, da bomo kot državna uprava usklajeno na tem področju delovali. Zdaj, ta projekt je zaenkrat v pilotu, delamo pa zdaj na tem, da bi ga čim prej prenesli tudi v produkcijsko uporabo. No, potem je seveda pametni pomočnik, e-asistent, različne nazive imajo že to v javnosti. To je seveda tudi prvo, ko smo si šli ogledovati, katere storitve živijo, bodisi v drugih državnih upravah, v poslovnem svetu. Na tem veste, da je v bistvu tudi finančna uprava nekaj časa nazaj izdala oziroma omogočila uporabo enega takega pametnega pomočnika in seveda je bilo vprašanje naših nadrejenih, zakaj pa mi tega ne moremo imeti. Microsoft, IBM, Oracle, veliko je teh ponudnikov, ki bi lahko to naredili hitro v mesecu, dveh in bi hitro prišli do takega pametnega pomočnika. No, tako kot sem rekla, smo se lotili tega malo bolj odgovorno in smo seveda ugotovili to, kar je že Tomaž na začetku povedal s klicnim centrom, da ko uporabnik sprašuje, lahko v tem vprašanju, v tem promptu, ki ga seveda da, marsikaj vpraša. In nam ni vseeno, da se bodo z osebnimi podatki pač lahko obdelovalo na neustrezen način. Zato smo se tega lotili tako, da si želimo najprej vzpostaviti lokalno infrastrukturo, kjer bomo lahko določen del storitev opravili na državni infrastrukturi, potem pa seveda smiselno uporabili tudi javne storitve. No in računamo, da bomo prvi primer uporabe takega enotnega pametnega pomočnika, ki ne bo samo na enem portalu, ampak si ga želimo postaviti res kot gradnik, ki bo vključeval in se kasneje širil z vsebinami tudi na vse ostale državne portale. V letošnjem letu tudi začel delovati. Tako kot sem rekla, se pravi omejeno na omejenih vsebinah, potem bomo pa širili naprej. Naslednji tak projekt, ki pa je že res tik pred produkcijo, tega imamo tudi že na našem okolju nameščenega, je pa enotno orodje za anonimizacijo dokumentov. S tem se tudi seveda v državni upravi veliko srečujemo v različnih postopkih, recimo prej sem omenjala javna naročila, ko je potrebno pogodbo anonimizirati, seveda to zdaj počnemo na polne roke in nam bo eno tako orodje zelo pripomoglo k temu, da bomo te stvari lahko naredili avtomatsko. Namreč namen vseh teh stvari je seveda, da poskušamo pomagati zaposlenim v javni upravi, da tiste stvari, ki jih lahko avtomatiziramo s pomočjo tehnologije. Nikakor pa ne, da nadomestijo človeka. No in tole orodje tudi pričakujemo, da bo do konca leta tudi že v uporabi na nekaj organih. No in potem še nove funkcionalnosti, ki bodo na voljo v informacijskem sistemu Krpan. Mi smo tudi s tem že v začetku letošnjega leta začeli z nekimi prvimi testnimi pilotnimi funkcionalnostmi. Predvsem smo se osredotočali takrat na upravno enoto Ljubljana, ki je imela veliko neobdelanih vlog in elektronskih sporočil. Tako da je prva stvar, ki smo jo naredili, avtomatsko razvrščanje prejete pošte, tako da na podlagi algoritmov in vsebine, ki jo prebere, in to ne samo vsebine, ki pride v slovenskem jeziku, ampak veste, da zdaj si državljani predstavljajo elektronsko poslovanje tako, da iz Gmaila pošljejo neko vsebino, neko logo, tekst ali pa najraje seveda še zraven kaj poslikajo, pa še zraven to pošljeno in vse to znamo s temi algoritmi ustrezno prebrati in ustrezno razvrstiti, zato da gre potem naprej lahko v avtomatsko kategorizacijo, kasneje tudi v klasifikacijo signiranja. Se pravi, da čim prej dokument, vloga, elektronska pošta pride do strokovnega delavca, javnega uslužbenca, ki je zadolžen za posamezen postopek. No, ta sistem imamo na pilotnem okolju, zato da bi ga lahko dali v produkcijo, porabimo seveda to našo interno oziroma to lastno infrastrukturo, za katero upam, da jo bomo tudi čim prej vzpostavili. V vmesnem času bomo pa na infrastrukturi izvajalca v bistvu začeli tudi, upam, da do konca leta, tak je plan, za uporabo teh funkcionalnosti, za omejeno število uporabnikov, potem pa seveda, ko bomo vzpostavili celotno infrastrukturo, pri nas selili tudi vse te stvari k nam.
Morda samo še kot zadnji slajd, ki ga imam, tole sliko, ki je nastala, Tomaž, 5-6 mesecev nazaj, 7, ko smo se začeli pogovarjati, kako se v bistvu sploh lotiti vsega tega razvoja in seveda se pogovarjali, raziskovali, kaj je na terenu, kaj ponujajo ponudniki in kakšne so potrebe naših uporabnikov. In je v bistvu nekako nastalo, zato vam jo pa kažem, da bomo razumeli v bistvu vse te komponente tega sistema. Ker se morda v javnosti, tako kot se glede javnih uslužbencev, neki stereotipi pojavljajo tudi strahovi pa stereotipi glede uporabe infrastrukture potrebne za umetno inteligenco. Torej, mi si želimo, da v bistvu smo suvereni nad upravljanjem, se pravi kot država govorim, nad upravljanjem podatkov, govorimo o varovanih podatkih, o osebnih podatkih. Zato zagotovo in zato smo se seveda lotili te aktivnosti, da postavimo tudi centralno državno infrastrukturo, ki bo omogočala tudi izvajanje storitev z uporabo umetne inteligence. Hkrati pa, tako kot sem rekla, nikoli ne bomo Netflix, nikoli ne bomo OpenAI, in bodo v določenih segmentih njihove storitve zagotovo boljše. In zato je prav, da tam, kjer jih lahko uporabimo, vendar odgovorno, po pameti, samo pri tistih primerih, kjer je seveda to smiselno. Tako da zato imamo v bistvu, se pravi, nek tako srednji del, potem pa smo še zmeraj odprti storitvami navzven. Pa še ena stvar, ki me seveda zdaj že poslušate in sem že kolajna, Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne skrbi samo za projekte MDP-ja, niso to projekti MDP-ja, ampak jih postavljamo kot skupne storitve za celotno državno upravo, celo želeli bi si seveda tudi širše, se pravi, da vključimo tudi druge subjekte in na nekaterih storitvah to tudi že počnemo. In v tej luči si želimo, da bomo v bistvu postavljali, tako kot imamo gradnike za storitve zaupanja, za pridobivanje podatkov, enako seveda si želimo, da tukaj tudi postavimo te storitve, ki tvorijo to ekosistem za umetno inteligenco in jih boste lahko uporabniki potem smiselno vključevali v svoje informacijske rešitve. Mi temu rečemo sektorsko specifične informacijske rešitve. Tako da tudi v tej luči v bistvu veliko razmišljamo in vse, kar počnemo s tem namenom postavitve skupnih storitev. Hvala lepa. Kristina, hvala. Seveda sem te mogel na začetku pohvaliti. Sestanki s tabo so super, ker vsakič znova dokazuješ, da res veš in razumeš, kaj delaš, in to me pomirja ne samo kot javnega uslužbenca, ampak tudi kot državljana, da vem, da je državna umetna inteligenca v zelo dobrih rokah. Ampak to delo pa ni brez izzivov, a ne, si predstavljam. Bi morda delila z nami, kaj so neki glavni izzivi ali pa bili recimo v zadnjih letih tega razvoja, tako interno znotraj naše hiše, kot mogoče v sodelovanju z ostalimi državnimi organi. Jaz si osebno res iskreno želim, da bi se te digitalizacije in tudi uvedbe teh umetne inteligence v naše storitve lotili na začetku. Namreč, kaj se nam dogaja? Mi v bistvu ne spreminjamo procesov, ne optimiziramo postopkov. Mi potem pripeljamo samo tehnologijo, pa naj si bodo to, tako kot sem rekla, 20 let nazaj informatizirane evidence matičnih registrov, pa potem spot, pa e-uprava, pa tako naprej, ali pa danes, ko govorimo o avtomatskem razvrščanju pošte v informacijskem sistemu Krpan. Ne pogledamo pa, kako gre postopek od začetka do konca za uporabnika. In tukaj mislim, da imamo velike izzive, vsi skupaj, da se postavimo na to izhodišče. Danes smo v bistvu vsi skupaj poslušali, da smo, sej govorimo tako kot lajne, v servisu državljanov podjetij. Ja, ampak še vedno preveč silosno usmerjeni. In nek postopek, ki gre čez vse to, državljana ne zanima, ali je bil to v sistemu 1, v sistemu 2 ali pa v sistemu 3. Ali je padel zato, ker se nam nekaj na Hakomu dogaja, nekaj v Krpanu dogaja, danes smo že slišali, storitev ne deluje.
In v tej luči v bistvu si res želim, in verjamem, no tudi sama opažam, da v bistvu delamo vsi korake naprej, da smo bolj osveščeni v tej smeri in da v bistvu mislim, da dejansko nas že sili vse skupaj, da edino skupaj lahko zmagamo. No. Tako da verjamem, da bomo tudi v prihodnje se temu ustrezno tudi ekipirali, če temu tako rečem. No, zdaj vse te nove stvari, ki prihajajo, jih pač samo nalagamo še ekipi, ki je itak že za operativo, že zdaj polno zasedena. Ne? In težko potem nekdo, ki vsak dan spremlja, da nek sistem redno deluje, da je stabilen, hkrati razmišlja o novih vsebinah, o novih storitvah, ki jih lahko v bistvu ponudimo. In zato v bistvu si želim, da bi naredili ta miselni preskok. No, v tej luči v bistvu tudi in kompetenčni centri in tudi pri nas neke spremembe, kar se tega tičejo, da bomo res lahko se bolj specializirali za posamezne naloge. Se tudi v luči jutranje debate, jaz mislim, da ni strahu, kar se tiče zaposlitev v državni upravi, v javni upravi, da nas bi tehnologija tako ali drugače ogrožala. Ne, samo specializirati se bomo mogli na drugačen način, se moramo organizirati, da bomo vsi skupaj bolj učinkoviti. Najlepša hvala, Kristina. Tako, in prišli smo do zadnjega bistva. Začeli smo s tem, kako mora umetna inteligenca služiti ljudem in ne obratno, kako je človek v središču tega procesa. In smo prišli do vprašanja, kako pa zdaj umetna inteligenca vpliva na javne uslužbence, na zaposlovanje, na trg dela. In veseljem je, da lahko pozdravim Katjo Debelak iz Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, vodjo projekta DemoUm, v sklopu katerega se v bistvu ukvarjate ravno s temi vprašanji. Tako da, Katja, izvoli. Lepo pozdravljeni, Klemen, hvala za najbolj enostavno vprašanje, ki si ga postavil. Pravzaprav predhodni govorci so že predstavili zelo dobro vris, da jutrišnja javna uprava je pravzaprav javna uprava, kjer sodelujeta človek in umetna inteligenca. Oziroma nek preplet človeške in umetne inteligence. V naslednjih parih minutih bomo pogledali na ta odnos mogoče z nekoliko drugačne perspektive in sicer demografskih sprememb. Kot je že bilo pomenjeno, prihajam iz Fakultete za javno upravo, tam imamo nek raziskovalni projekt DemoUm, kjer ravno to raziskujemo. Demografske spremembe so problem, so prihajajoči problem, pa vendarle so že tukaj. Staranje prebivalstva kot takšen ni problematičen, če se ne bi to preslikalo potem v staranje in pomanjkanje delovne sile, kar pa na koncu pripelje do nižje gospodarske rasti, do nižje produktivnosti in v končni fazi do slabše kakovosti javnih storitev. Slovenija tukaj ne izstopa oziroma uporabljala sem bolj pozitivne prognoze, imamo pravzaprav zelo negativni trend in sicer se do leta 2050 pričakuje, da bo imel približno 12% upad delovno aktivnega prebivalstva. V številki to pomeni 145.000 ljudi. Na drugi strani bomo prav tako soočeni z 10% manjšim deležem prebivalstva do starosti 20 let in prav tako porastu, ki bo prebivalstva starega 65+, kar bi že pravzaprav predstavljal celotno 1/3 slovenskega prebivalstva. Kar nas pripelje pravzaprav do tega ključnega vprašanja, kako lahko mi to naslavljamo, kako to zadevo rešiti. V okviru tega projekta smo si zadali pravzaprav 4 cilje. Prvič, kako optimizirati delovne procese, drugič, kako dvigniti produktivnost, tretjič, kako izboljšati delovanje menedžmenta in četrtič, pravzaprav pogledati na to dolgoročno in trajnostno kot neko delovanje organizacij. Po podatkih Eurostata, aktualnih za preteklost, že danes govorimo o tem, da imamo 1/3 oziroma 1/4 prebivalstva starega 25 let plus. Že danes se soočamo z relativno stagnacijo produktivnosti dela in že danes se soočamo z upadom gospodarske rasti, delom gospodarske rasti, ki ga merimo z rastjo skupne faktorske produktivnosti. Uporabili smo statistično modeliranje, ker smo želeli potrditi tezo, da staranje prebivalstva vpliva na upad produktivnosti, žal se je to pokazalo kot pozitivno. Hkrati pa smo želeli preveriti,
kot ena najbolj pomembnih orodij, ki prihaja, ali lahko umetna inteligenca to zadevo reši. Izkazalo se je, da ko dodamo v ta model uporabo naprednih tehnologij, kamor sodi tudi umetna inteligenca, da dobimo pozitivni trend. Izkazalo se je tudi, da ne samo, da zmanjšamo upad produktivnosti zaradi staranja, ampak lahko celo povečamo produktivnost. Super. Kar nas pripelje potem do naslednjega spet vprašanja, kako torej to izvedeti. Z raziskovalci na fakulteti smo razvili v bistvu model, ki smo ga testirali na slovenskih občinah, in sicer ta model meri pripravljenosti organizacije na uvedbo umetne inteligence. V ta model smo vključili 2 nivoja, in sicer organizacijski nivo in individualni nivo. Preveriti smo želeli torej, kaj dejansko določa uspešnost uvedbe umetne inteligence v organizacijo. Izkazalo se je, da prvi najbolj pomembnejši faktor je posameznik. Šele na drugi stopnji je potem organizacija in šele na tretji točki je tehnologija. Ja, za nas je bilo mogoče to malo presenetljivo, ampak kar nas potem pripeljalo, sam odgovor pa ne toliko, ker je bilo identificirano, da najbolj pomembni elementi so znanje, zaupanje, organizacijska kultura in zmožnost sprejemanja sprememb, predvsem na individualni ravni. Ko smo še nadaljevali z raziskovanjem, smo pravzaprav prišli do vodij, opravili smo različne intervjuje in smo pravzaprav rekli, ok, ali lahko na podlagi vaših 7 funkcij menedžmenta identificiramo, katere funkcije menedžmenta bi lahko oziroma ste že uvedli uporabo umetne inteligence. To so trenutni rezultati, potem smo pa pravzaprav imeli pogovor o tem, kje vidijo največji potencial v svojih funkcijah, kamor bi pravzaprav lahko implementirali AI. Ugotovljeno je bilo, da pravzaprav največji potencial imajo funkcije planiranja, koordinacije, poročanja in en del proračuna. Največji upor je bil, sicer malo pričakovano, pri uporabi umetne inteligence pri kadrovanju in načrtovanju proračuna. Glavna v bistvu tukaj razloga sta, kot je že kolegica poudarila, pravna odgovornost in nekako zaupanje v človeško presojo. Pri tem smo pa tudi bili pravzaprav identificirali nek paradoks med avtomatizacijo in argumentacijo. Ko govorimo o implementaciji umetne inteligence v organizaciji, imamo pravzaprav 2 izbire. Ali neko zadevo popolno avtomatiziramo, ali pa nekako najdemo način, kjer bo umetna inteligenca dela z roko v zrak z nami. Zdaj, izkazalo se je, da smo najbolj naklonjeni pravzaprav argumentaciji, ampak smo pa v nenehnem iskanju ravnovesja med tem človeško intuicijo in pa potem izgubo nadzora. V nadaljnjih korakih se je potem tudi pokazalo, da uvajanje umetne inteligence v organizaciji sploh ni več tehnični izziv, ampak v bistvu človeški izziv. Izkazalo se je pa tudi statistika, to potrjuje, da približno 70% zaposlenih ima odpor oziroma pomisleke do uporabe umetne inteligence, predvsem zaradi strahu pred izgubo zaposlitve, zaradi pomanjkanja informacij, kaj uvajamo, kaj prihaja, kaj sploh to je. Na drugi strani tudi digitalne nepismenosti in predvsem zaradi občutka nemoči pred spremembo, ki prihaja. Tukaj pa je v bistvu znanost in tudi praksa zelo jasna in tudi danes je bilo večkrat poudarjeno, sicer mogoče malo v drugačnih sferah, ampak HRM in vodje imajo tukaj ključno vlogo. To so tisti ljudje, ki bodo most med tehnologijo in zaposlenimi, to so tisti ljudje, ki bodo pravzaprav uvedli umetno inteligenco. Znanost pravzaprav brez konkretnih predlogov, ki jih lahko v praksi uporabijo, ni praktična in zato smo tudi pripravili nekako 5 načinov oziroma smernic, ki bi se naj upoštevalo pri uvajanju umetne inteligence v prakso, in sicer primarno dobro poznavanje svojih nalog oziroma procesa. Če mi vemo, kaj naš proces, kakšen je delovni proces, se lažje odločimo med avtomatizacijo ali argumentacijo. Potem zelo pomembno je, da vključimo zaposlene v uvajanje, da soustvarjajo rešitve, da komuniciramo transparentno. Umetna inteligenca bo prinesla spremembe in te spremembe je potrebno skomunicirati. Zelo pomembno je pa tudi prekvalifikacija delovne sile. Potrebne bodo nova znanja, nove veščine in to je potrebno pridobiti.
Hkrati pa je potrebno zelo pomembno, da ustvarjamo kulturo zaupanja, kjer se bomo pravzaprav vsi počutili varni in bomo zaradi tega bolj dovzeti za spremembo oziroma za tehnologijo, ki je že tukaj. Če zaključim, umetna inteligenca ne bo sama po sebi rešila demografskih izzivov, brez nje pa definitivno ne bomo morali ohranjati produktivnosti, ki jo želimo, oziroma, če rečem kot državljanka, standarda, ki ga trenutno imamo. Zato moramo razmišljati, da pravzaprav umetna inteligenca oziroma tehnologija, ki jo uvajamo, pravzaprav iščemo samo sinergije med njo in nami, in to je mogoče tudi moje bistvo našega raziskovalnega projekta. Hvala. Najlepša hvala, Katja. Projekt DEMO-UM gre proti koncu, ne? Pomeni, imate večino podatkov že zbranih in analiz izvedenih. Pravzaprav je v bistvu projekt nekako bolj pilotni oziroma nekako interni, glede na podatke, ki smo jih dobili, tudi zanimanje prakse za rezultat oziroma pripravljeno sodelovanje. Tukaj predvsem res hvala občinam, ki so nam odprla vrata, v bistvu vse informacije, ker tudi, ko se pogovarjamo o uporabi umetne inteligence, naj mi jo lahko uporabljamo na delovnem mestu, kljub temu, da mogoče še ne bi jo smeli oziroma ni najbolj etično, ali pa zakaj bi sploh razkrili, pa so v bistvu bili glede tega zelo transparentni. Predvsem recimo govorim o uporabi ChatGPT-ja pri mogoče pripravi nekega osnutka dokumenta. Pokazalo se pravzaprav je, da s tem projektu, da je zelo potreben in da bomo pravzaprav nadaljevali svoje raziskovanje še v razširjenih, pa mogoče tudi predvsem smo nekako testirali, kje so potrebe, kje so manjka. Mislim, da je že gospod prejle omenil, problem pri raziskovanju je, pa tudi gospa, kaj sploh je AI v uporabi. Kako izmeriti uporabo AI-ja. Torej, če zdaj danes uporabim Siri, a je že to zdaj kar uporaba AI-ja. Torej, to se konstantno spreminja in tudi tukaj v bistvu je znanstveno raziskovanje malo omejeno, ker smo prepočasni v dojemanju, kaj je pravzaprav uporaba AI-ja in kako to izmeriti. Torej, uporabljamo neke približke uporabe AI-ja, ki nakazujejo, ampak ni pa se to dejansko je enako. Iz tega se tudi zavedamo, to je ena omejitev. Definitivno pa smo tudi potem ena glavnih zadev, ki smo jo tudi delovni paket 3 v tem projektu, je tudi etična in pravna nedorečenost glede uporabe, ki pač nekako v zaostanku. Ampak ja, AI prihaja in naš projekt se v bistvu nadaljuje oziroma gre v bistvu še razširuje. Hvala. Okay. Upam, da boste tudi z nami delili vse te zaključne ugotovitve in pa da na podlagi te predstavitve morda kakšno ministrstvo več odpre vrata vašim raziskovalcem. Še zadnje vprašanje. Katja, a je bilo, ful eni stvari si naštela, a je bil kak rezultat vašega raziskovanja, ki vas je presenetil, ki je bil morda kontraintuitiven, pa ga niste pričakovali? Ja, v bistvu omenjeno je bilo, da AI je neka tehnologija, ki bo pač nam olajšala zadeve. Ja. Torej, zelo enostavno povedan, torej je bila implementacija oziroma uporaba teh AI-ja tudi na delovnem mestu bistveno lažje, kot je. V praksi potem pravzaprav ugotovimo, da pa ni temu tako. To je mogoče ena zadeva, da ta implementacija kljub želji, da bi bila hitrejša, ni mogoče hitrejša. Tudi gospa je povedala, da v bistvu predvsem javna uprava ima tukaj neke omejitve, ki so zelo na mestu in ne moramo preskočiti, pač ne moramo reči, malo smo probali, zdaj se bomo nazaj skočili. Druga zadeva pa je, ko govorimo zdaj tudi v staranju, izkazalo se je, da starejši zaposleni so zelo velikokrat izpuščeni pri izobraževanju, torej pri pridobivanju novih veščin, novih znanj, kar pa pomeni, da nekako to nasprotuje temu, da jih moramo vključiti, torej da v bistvu obstaja neka starostna diskriminacija, ampak obstaja tudi nek pol zaposlenih delavcev, ki pa obstaja nek termin oziroma ki izmerimo ki se uspešno starajo, oni pa so pravzaprav zelo odprti za novo tehnologijo in imajo celo boljše številke oziroma glede uporabe tehnologije bolj uporabljajo kot pa mlajše generacije. Torej imamo nek odstotek starejših zaposlenih, ki so bolj naklonjeni tehnologiji in bolj čakajo na bistvo in jo uporabljajo kot mlajši. To je bilo mogoče malo tudi presenetljivo.
Zanimivo, hvala. Evo, vsem, dajmo pogledajte projekt na spletni strani Fakultete za upravo, ko vam Katja potrka na vrata in jih prosim odprite in jih spustite raziskovalce not. Toni, koliko imamo časa? Smo že čez. Eno kratko vprašanje, da ne boste rekli, da vas nič nismo vključili. Tomaž, občinstvo zanima, ali ste pri pripravi smernic za uporabo umetne inteligence v javni upravi uporabili umetno inteligenco? Ja, zdaj tako bom rekel. Uporabili smo tudi umetno inteligenco, namreč mi smo orodje umetne inteligence dojemamo kot pripomoček, ne kot nadomestilo. Moram reči, da rezultati, pa ne v smislu celih smernic, napiši smernice, ampak za posamezne razjasnitve pojmov, za posamezna poglavja, kako bi. Moram reči, da ni bilo neposredno uporabljivo, je pa dalo zanimive ideje, kaj še, oziroma na kak način zapisati, da bo količkaj razumljivo. Seveda pa potem, ko to dobijo še pravniki in ostalo, Polona, brez zamere, pridemo pa do tega, da niti ni več potem tisto, kar smo mi mislili, pa tisto, kar je umetna inteligenca želela, na koncu pride en drug tekst ven, ne. Je pa zdaj, vidim tudi ostala vprašanja, tam je zelo nekaj pisano na ogljični odtis, ne. Tudi to je v smernicah, da vsaka stvar, ki jo želimo rešiti, ni nujno, da je to z umetno inteligenco. Dostikrat je kar malo prilagoditev procesa, pa je. Tako da ja, hvala. Polona, si želela na hitro. Zgolj v imenu pravnikov. Pravniki smo res, da po naravi žlahtno konzervativni in smo 3 leta za leseno žrilico, ker imamo radi, da se odnosi najprej vzpostavijo. Ampak pri umetni inteligenci jaz ne poznam niti enega, ki je ne bi uporabljal. Predvsem zato, ker nam je pisan na kožo. Generativna umetna inteligenca je strašansko pišoča in pravzaprav nam tako intenzivno pomaga, da je recimo eden od vodilnih Harvey AI, če boste imeli čas, Harvey z Y AI, je eden od vodilnih modelov, ki jih dela PwC, ki je eden od najuspešnejših startupov, začel je 1 leto pa pol nazaj in je vreden 3 milijarde, tako da Tomaž, vzem nazaj. Je pa res, da smo mogoče majčkeno bolj previdni pri teh stvarih. Pa še ena stvar, če samo lahko rečem, ta ocena sive uporabe umetne inteligence je dosti višja. Tako da jaz imam občutek, da pri teh raziskavah so zelo fletne, ampak ker vemo, da ne smemo uporabljati, pač ne povemo. Iz Stanforda, Human AI Center, ki je eden od najbolj verodostojnih virov, je ocenil, da je v organizaciji zdaj ta trenutek 66% uporabe sive umetne inteligence. To je nad tisto, kar jo lahko uporabljajo, še to zraven. Tako da jaz mislim, da je tega precej več, predvsem iz naslova lagodnosti, nič drugega, iz naslova lagodnosti, zato, ker nam je lažje, ker smo malo komotni. To je to, ker se nam je čas iztekel. Ful stvari se zvedeli danes o umetni inteligenci, dajte prosim vaše mnenje na smernice, na nacionalni program, oba gresta. Smernice so že v medresorski, nacionalni program bo šel do konca leta. Dajte nam tam čim več povedati. Hvala za pozornost in pa hvala gostom danes za udeležbo in vrhunske predstavitve. Ja, najlepša hvala, Klemen, in hvala seveda vsem panelistom. Naj povemo, da nas čaka še en odmor in sicer bo ta trajal približno 15 minut, torej nekje ob 13:35 bomo nadaljevali, seveda pa lahko vmes znova skočite na stojnice, kjer so predstavljeni projekti iz različnih delov javne uprave. Hkrati pa vabljeni tudi na stojnico centra Nordung, tam vas čakajo roboti, pa pogled z mednarodne vesoljske postaje, spoznali boste tudi mnoge druge rešitve, ki prispevajo k večji učinkovitosti. Torej vabljeni na ogled stojnic, vabljeni k odmoru in okrepčilu, mi pa s programom nadaljujemo ob 13:35, ko se bomo v zadnjem delu današnje konference spraševali o inovacijah. Se vidimo kmalu.